Alojzij Volc se je rodil s težko obliko hemofilije tipa A, v času, ko zdravljenje še ni bilo tako učinkovito, kot je danes. Kljub diagnozi živi zelo bogato življenje. Že od otroštva so ga, tako pove sam, obsedle igre z žogo, strast do športa pa ga je pripeljala tudi do številnih nastopov na mednarodnih in svetovnih tekmovanjih, kjer je pobiral odličja. Gospod Volc je tudi soustanovitelj invalidskega športnega društva Olimpija, deloval pa je tudi v okviru fondacije FIHO in Zveze za šport invalidov, danes pa je še vedno zelo aktiven upokojenec, tudi v društvu hemofilikov Slovenije, prav tako pa je tudi ustanovni član društva Krvni bratje. Gospod Volc, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, rodili ste se s hudo obliko hemofilije, to je hemofilija tipa A, v času, ko zdravljenje še ni bilo tako napredno, kot je danes. Kako se spominjate svojih izkušenj z boleznijo v otroštvu in v mladostništvu, na kratko? Veste, kako je bilo? Takrat niso vedeli, kako zdraviti. Prvič smo imeli, jaz osebno samo velike probleme z izpadanjem zob, ker so bile krvavitve, in sem bil veliko na stomatološki kliniki v Ljubljani. Potem so bile pa tudi krvavitve v mišice in sklepe in niso vedeli, kako zdraviti, in nas so zdravili z tem, da so nas gipsali ali pa so dali longete. In s tem imamo potem mi, starejša generacija, kontrakture v vseh sklepih in pa atrofijo mišic. Jaz sem na primer na Jesenicah kot rečemo predšolski otrok, sem imel 4 krvodajalce. Ko sem prišel v bolnico, so jih poklicali, so prišli, ampak to je bilo tako. Krvodajalcu kri iz žile v šprico, meni pa v žilo, in tukaj ni bilo vsega skupaj nič faktorja, ampak nekje se je začela, in kasneje so prišli ti faktorji 8 in tako naprej, in pa je bilo. Do današnjih dni, ko je pa, bom rekel, zdravljenje brez problema. Imamo preparate, ki delujejo enkrat tedensko, si vbrizga v veno in je cel teden ima faktor na nivoju, da je lahko tudi športno aktiven. V osnovnošolskih časih so vas po odloku občine Jesenice in osnovne šole Kranjska Gora potem prepisali na Zavod za usposabljanje invalidov Mladina Kamnik. Kako ste vi takrat doživeli to spremembo iz običajne osnovne šole v zavod? Veste, kako je? To je v bistvu tam 9 let si star, greš od družine v neko okolje. Jaz bom čisto tako rekel, povem po pravici, da takrat v teh letih šolanja sem jaz nekako izgubil kontakt z družino. In moja družina so bili pač moji sošolci v zavodu, v Kamniku, in tam smo bili pač povezani. Ena stvar, ki pa je pa ta, da jaz sem rad igre žogo in sem v veliko poškodb, veliko sem ležal na pediatriji, na Vrazovem trgu. Bilo je celo tako, da ob 10 dopoldne so me odpustili z Vrazovega trga, z pediatrije. Ob 5 popoldne sem bil na isti postelji nazaj, zato ker smo igrali ali košarko in tam je bil en tak trikotnik lepo, da žoga ni mogla videti, in smo kakšno šipo razbili, so nam žogo vzeli, tako da smo potem s kamnom igrali fuzbal. In sem dobil kamen v gleženj in smo šli. Tako da je bilo kar pestro, tako bom rekel. Vem, da če bi bil bolj umirjen, marsikatere poškodbe ne bi bilo. Povem pa po pravici, da mi nič ni žal za nobeno stvar. Pa otroci so otroci divjajo. Hemofiliki smo pa sploh vse jaz, smo bolj živi. Naprimer, mene so silili, da moram igrati šah pa plavanje, da je to zame. Jaz to še danes sovražim. Nočem plavati, in ne igram šaha. Zato, ker se toliko
ukoreninili, a veste, to moraš in, kva vem, Nek odpor. odpor, tako je. Ja. Kot ste rekli, ste veliko igrali različne igre z žogo, igrali ste odbojko, igrali ste košarko, pa tudi namizni tenis. Kaj pa vas je pri športu takrat navduševalo, kaj vas je vleklo? A veste, kako prvič tukaj košarka na vozičkih smo bili skupina, ki smo bili skupaj v Kamniku. A ne? In prvo, kar je ta, bom rekel, skupinski duh. A ne? Drugo, kar je pa, da se naučiš, a ne? Da niso samo zmage, so tudi porazi. A ne? Porazi na tak ali pa drugačen način. Jaz bom rekel, nekako se kališ na temu. A ne? Ne vem, tudi mene so drugače obravnavali kot drugačnega, a ne. Nisem mu nobenega kompleksa zaradi tega, ravno zaradi športa, a ne, ker nisem mogel leteti, a ne. Sem se pa usedel na voziček, pa sem igral košarko, a ne. A veste, in s tem hitro najdeš sam neko kompenzacijo, kaj ti odgovarja. Je pa predvsem ta športni duh, borba in pa, da je poraz sestavni del življenja, tako je. Ne? Skozi leta ste se s športom ukvarjali vedno bolj intenzivno. Kot hemofilik ste se potem včlanili v Društvo paraplegikov Slovenije, s katerim ste nato obiskovali različna tekmovanja. Igrali ste odbojko sede, namizni tenis, košarko na vozičkih. Leta 1986 se vam je uspelo uvrstiti na prvo svetovno prvenstvo v košarki na vozičkih, nato pa ste z invalidskim športnim društvom Olimpija, ki ste ga tudi soustanovili, dosegali tudi zavidljiva mesta na evropskih in svetovnih tekmovanjih, tudi na paraolimpijskih igrah. Kako se spominjate teh potovanj in tekmovanj na tako visokem nivoju? Veste, tle bi samo 1982 smo ustanovili invalidsko športno društvo Olimpija. In takrat je bil to edino, pravzaprav akademsko športno društvo Olimpija je celoten naziv. In takrat je bil to edino športno društvo v Evropi, lahko da tudi v svetu, ampak v Evropi sigurno, ki je imel v svojih vrstah šport invalidov. In smo bili enakopravni član tako hokejskemu društvu, kot nogometnemu, košarkarskemu. In v hotelu Lev je bilo vedno potem sprejem za vse panoge, a ne, in taka zakuska. Skratka, jaz imam, na primer, kamorkoli sem hodil na tekmovanja, jaz sabo nisem imel nobenega faktorja za strjevanje krvi, nič, ker 99% stvari je v glavu. To jaz iz lastnih izkušenj vem. Ravno ko smo šli v Avstralijo, smo šli z Beograda do Rima, v Rimu so avion čistili pa dali hrano pa pijačo, ne? Smo imeli 1 uro časa v tej mednarodni coni in meni je gleženj zatekel. Sem šel po eni nogi pa z berglom v avion in kaj zdaj narediti, je to domov ali je to v Avstralijo. Ne, sem rekel, to je prvo svetovno prvenstvo, nikoli več ne bo prvo, grem in se ne bom ukvarjal s tem. Ne. In pridem od Rima do Bangkoka, meni so prinesli tak stolček, da sem dal nogo gor, v Bangkoku pristanemo, ni krvavitve. Sem jaz lepo hodil. 3 tedne sem bil dol, je bil kontaktna igra, je bilo vse, nobene krvavitve. Naslednji dan, ko sem prišel domov, to se pravi, prišel sem ob 9. zjutraj sem prišel na Brnik, isto noč, naslednjo noč je zakrvavelo, samo 3 krvavitve naenkrat, kar se mi nikoli ni naredilo. Ne. Ampak zdaj sem doma, adrenalin pa psiha je popustila in je začel teči tako zmešano. Ne. Sem prišel na hematološki oddelek, so me vsi sprašvali, kaj sem delal, ne, kaj jim bom rekel. Sem rekel, spontano,
pa je bil gmah. Da niste rabili razlagati na dolgo, da ste bili na svetovnem Bohvar, da bi prvenstvu. rekel, da sem bil brez vsega v Avstraliji. To je pa kar pogumno, da ste se na, kako dolgo, 3-tedensko pot odpravili brez faktorja? Ja. In kjerkoli sem bil, nikdar in nikoli nobene krvavitve. Ko sem pa prišel domov, naslednji dan je bila krvavitev. Pa ste se recimo pred potovanjem prav odločili v smislu, spremenili mentaliteto, da zdaj pa mora biti 2 tedna mir, ne sme biti krvavitve, ali mislite, da je bil to adrenalin? Ja, kaj drugega? mislim, jaz bom tako rekel, jaz s bivšim hematologom, dr. Andolškom, so bila vedno na različnih bregovih. Vsaka mu čast, res je strokovnjak, da samo kapo dol, ampak so imela različna videnja. Ne. Jaz nikoli nisem, karkoli sem delal, nisem mislil na to, da imam hemofilijo. Ampak sem bil tako, kot vsi ostali. A ne. In zdaj, zato se mi je včasih, bom rekel, take stvari obrestovale. A ne. Zdaj, če imaš sabo, že veš, si bom mogel dati in spet je glava tista, ki ima odločilno vlogo pri teh stvareh. Kam pa ste še potovali z invalidskim športnim društvom Olimpija? Večinoma je bila Evropa, zahodna Evropa, edino, kar je bila Avstralija izven. Avstralija je bila najdlje. Ja, izven Evrope. Torej, v bistvu tega avstralskega tekmovanja se najbolj spominjate, ali katero vam je še ostalo v lepem spominu? Ostalo mi je v lepem spominu tudi Belgija, takrat, ko smo imeli kvalifikacije za Avstralijo. Ne? Bila je močna skupina in takrat je bila Zveza za šport v Beogradu, predsednik je bil Šobot in on nam je obljubil, je rekel, fantje, če se boste uvrstili, boste dobili pri nas zeleno luč. No in tam so bili sigurni, da se ne bomo, ker je bila močna skupina in smo bili tretji v Evropi, kar je bila pa, to je bilo evropsko prvenstvo. In smo bili tretji v Evropi in prvi 3 so šli na svetovno prvenstvo. Torej na nobenem tekmovanju, kamorkoli ste šli, niste imeli zraven zdravstvenega delavca? Nič, mi smo bili, kako bom rekel, tudi entuzijasti, moram reči, tudi na Kompas v Ljubljani je bil Igor Kobilca, en turistični vodnik, ki nam je šel lepo veliko na roko in nam je zrihtal poceni avtobusne prevoze, pa tudi velikokrat je šel z nami, ampak to smo vsi sami financirali, smo nafehtali ali pa iz svojega žepa dala. Naprimer, konkretno za Avstralijo, takrat je bil košarkarskega kluba Olimpija, je bil Brest pokrovitelj, pa smo zaprosili za denarna sredstva, pa so rekli, denarja ne moramo dati, lahko pa damo, dnevne sobe, take stvari, kar so delali. No, pri nas je bil pa en Lazo Ljubotina, izredno sposoben človek, je rekel, ni problema, dajte. In je po Ljubljani že prodal stvari, preden smo jih dobili. Takrat se je pa čakalo, veste, dnevno sobo, nisi šel v trgovino, pa si jo dobil, ampak smo mogli čakati. In sva prišla v Cerknico, v Brest, je povedal šoferju, kako naj naloži, da bomo spotoma zlagali. In smo pripeljali denar na roke, pa tako smo zaslužili za pot v Avstralijo in še to je bilo, nam je takratnih 10 milijonov dinarjev hotel po osebi. Tukaj le na Ravbarjevi za Astro, odzadaj imamo pa Qantas predstavništvo in smo dobili še zdaj manj spravljeno avionsko povratno karto za 1 milijon takratnih dinarjev, s tem, da so Ljubljana, Brnik, Beograd, pa Beograd, Ljubljana je bil vštet v to ceno. Ko ste ustanovili invalidsko športno društvo Olimpija, kaj vas je takrat gnalo, da ste se angažirali pri ustanavljanju in kakšni so bili začetki tega kluba? Predvsem ta šport, mi smo bili skupina 6
ko smo v Kamniku bili skupaj, a ne, in potem, ko smo končali šolanje, smo se zaposlili, nekateri so ostali v Ljubljani, nekateri smo se vrnili v domač kraj, a ne. Ampak vedno smo se pa dobili. Jaz sem v petek po službi, sem šel na vlak ali pa na avtobus in smo se dobili na Kodeljevem pod baldahinom. In smo tam igrali košarko, potem smo pa hodili od tekme na tekmo, a ne. Skratka, cel vikend je bil, veste, jaz sem bil navajen, da sem v skupino ljudi okoli sebe, ne. Čisto bom rekel, kot volk, ki je navajen kar dela, a ne, a jih pozna, jih ne pozna. Bistvo je, a ne, jaz sem se že dobro počutil, ko sem prišel v Ljubljano, pa na Miklošičevo, ki je bilo in kapeldi, pa jih nisem poznal. Ampak bil je tist, a veste, kako... Kot skupinski duh, oziroma tako, ja, nek ja, občutek nek pripadnosti. tropa, ne, ja, tako, kot volk, ne. Ja. In tako da to je bilo tisto in pa nas je tudi to gnalo, da smo ustanovili to invalidsko športno društvo Olimpija. No, kasneje potem nastal Everest, a ne, takrat smo šli potem je bilo rečeno, a ne, da pač šport invalidov naj bo pod Zvezo za šport invalidov, a ne v taki, in takrat smo pa ustanovili Everest, no zdaj je pa to društvo Paras, Društvo paralitikov Slovenije, in to je nastal iz tega invalidskega športnega društva Olimpija. Kot ste že rekli, ste delovali tudi v Zvezi za šport invalidov, v okviru katere ste poskrbeli, da se je šport invalidov začel prenašati tudi na naši nacionalni televiziji. Takrat namreč takih prenosov še ni bilo. Prav tako pa ste bili tudi v različnih odborih in komisijah. Kako pomembno se vam zdi, da se šport oziroma invalidski šport pokaže širši javnosti? A veste, tukaj je bil splet srečnih okoliščin. Jaz sem bil takrat v odboru, pravzaprav pododbor je bil za invalidske vsebine v svetu RTV-ja, ne, in je bil pododbor za invalidske vsebine. In takrat je bil gospod Igor Bergant, vršilec dolžnosti tega športnega programa. No, in mi smo takrat že načrtovali evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Kranjski Gori 2007, kjer je bilo 800 udeležencev. In z Brankom Mihorkom, ki sva bila v organizacijskem odboru, sem jaz izkoristil, da je Igor Bergant podpisal pismo o nameri za prenos športa invalidov na nacionalni televiziji, in to je bila ta prelomnica, kjer je pa gospod Igor Bergant tudi finale na nedeljo komentiral in je bil baje po merjenju velik odziv. In tako smo prišli v to shemo in s tem se je začel tudi ta Peking 2008, ne, ki so delali prve reportaže. Iz paraolimpijskih iger. Tako je, ja, tako je. In potem kasneje se je to samo nadgrajevalo, tako da danes vidite, kako je. Ne. In jaz bom rekel tako, ne. Športnik invalid da veliko več, čeprav se čudno sliši, ne, da veliko več svojega časa, svoje moči v to, da doseže take rezultate, kakor bova rekla v navednicah zdravi športniki, ne. Ne vem, zdrav gre lahko s kolesom na trening. Tukaj je pa, a je treba avto, je treba v avto priti, je treba voziček dati, je treba voziček ven, se treba, a veste, in to je to, kar jaz bi tako rekel, da tudi ministrstvo, dobro, zdaj je združeno z gospodarstvom, ne, premalo podpira šport invalidov. Na celi črti govorim, ker to je tudi, bom rekel, neka fizična vzdržljivost. Pozna se povsod, tudi pri zdravju, pri razpoloženju, pri vsem, ne, treba je ljudi od računalnikov dobiti in tudi tile uspehi, ki so, a ne, upam, da bojo saj v bodoče neka stvar, ki bo
peljala k temu, da bo večja udeležba invalidov v športu. Šport je že celo vaše življenje nekako prioriteta, kljub temu pa ste po izobrazbi mehatronik. Ali imata šport in mehatronika kaj skupnega, kako se recimo povezujeta? Je nič, malo treba je biti zbran, treba je biti, zbran, miren, a ne. Drugače pa ni nobene take povezave, da bi... Pa mogoče natančen? Tudi to je, ja. No, predvsem, res je. V enem od intervjujev ste rekli, da na hemofilijo pomislite le takrat, ko pride do krvavitve. Bi rekli, da vam kljub bolezni je nekako uspelo živeti neobremenjeno življenje? Je, res je, ker tako bom rekel, sploh kasneje, ko sem se zaposlil, ne, v Iskri na Blejski Dobravi smo bili pač skupina v kontroli 12, ki smo bili ista generacija in tudi tam je bil šport na prvem mestu. Naprimer, smo šli gor v Savske jame, smo imeli prvenstvo kontrole v sankanju na naravnih progah, ne? In ker je bilo vse leden, smo si v delavnici žeblje nabili skozi čevlje, smo pač čevlje uničili, ampak bilo je, ne, pa od namiznega, vse smo imeli. In so me čist, kako bom rekel, obravnavali enako vredno, ne, celo. Nekateri so, ker sem jih premagoval v ping-pongu, čeprav jaz sem se postavil meter od mize in sem imel vse na dosegu roke. Pod kontrolo. Tako, ja. Kakšen odnos pa imajo ljudje do tega, ko poveste, da ste hemofilik? Ste se morda kljub temu kdaj počutili kaj drugačni od drugih? Veste kako, ko hodiš z opornicami ali pa z berglom po domače, ne, si že na videz nekako drugačen od drugih. Ne. Ampak bilo je pa tam v tistih 80 letih, pravzaprav ja, pa kasneje, ko se je pa pojavil ta HIV in pa virusni hepatitis C. Ne. In tukaj smo bili, bom rekel, vsi nekako izločeni, šikanirani, vsi so nas imeli nekako za neke prenašalce neke okužbe, a ne. In pri meni konkretno je zdravljenje trajalo 16 let, od 2001 do 2016. A ne. Kako pa je prišlo do teh infekcij? To je pa tako, ker so jemali krvodajalcem plazmo in so jo v en sod so vse zlili, peljali na predelavo in nazaj faktor 8 in dosti je bilo, da je bil eden okužen, da je bila cela sarža okužena, a ne, ampak jaz ne vem, tukaj imam jaz malo tak čuden občutek, Evropa je opozarjala na to, pri nas Zavod za transfuzijo zgleda ni bil toliko pozoren in je prišlo do teh okužb. Hemofilikov. Tako, in pa potem pri zdravljenju je bil ta ribavirin, pravzaprav interferon, to sta bila zdravili nepreizkušeni, tako da jaz osebno sem imel izredne, bom rekel, težave, sem bil čist drug človek, takrat da se žena ni ločila, pa da hčerka ni šla, se čudim, ker me je krivo pogledala, pa da sem smatral, da ni dober pogled, sem eksplodiral, ne. In to je bilo, se ne moreš brzdati, ne. Čez sekundo mi je bilo žal, ampak popraviti ni bilo možno, ne. Sem bil tudi na taki stopni, da sem si celo razmišljal pravzaprav o samomoru, ker nisem videl rešitve, nisem videl izhoda, ne. In zdaj bom jaz rekel, se mi zdi za malo, da država za teh 80 hemofilikov ne najde nekega nadomestila,
A ne, konkretno v Avstriji imajo hemofiliki 700 evrov mesečne rente, doživljenjske. Ne. Pri nas se pa zdaj bockamo in tudi zato je bilo ustanovljeno društvo Krvni bratje. To je društvo, ki ste ga vi soustanovili? So ustanovili, ja, prav zaradi te stvari, da nekako to, bom rekel, krivico ali pa kakorkoli temu rečete, popravimo za te še živeče. Ne. Velikih je pa že umrlo. Ne. In jaz imam, na primer, kaj jaz vem, lahko da imam raka jeter, pa nisem alkoholik. A ne, in to je ta virusni hepatitis C je pri nas naredil v družinah, nekatere družine so šle narazen. Hemofiliki so šli invalidsko v pokoj, ker niso psihično ni zdržal, ni mogel delati, a veste, in zdaj so neke majhne invalidske pokojnine in ta renta bi bila neka kompenzacija za to, da ni delal celo delovno dobo. A ne? Ker ni bil psihično, fizično ni bil zmožen. Ampak to je bilo v bistvu zaradi infekcij s hepatitisom C, ne samo zaradi hemofilije. Ja, zdravil sem se za hemofilijo, a ne? Zraven sem pa dobil okužbo virusnega hepatitisa C. A ne? A veste, to se pravi, da je kot pridružena tako, a ne? bolezen. Tako je, ja. Pa imate zdaj še kakšne težave, s tem ste nekako zajezili to? Ja, veste, pravijo, da smo ozdravljeni, a ne? Samo jaz pravim, da nismo. Nismo pa zato, ker prva stvar, kar je, ko ti roko zlomiš, dobiš gips, ti ne vem, po 14 tednih ti gips odstranijo in ni treba več na kontrole hoditi, torej si ozdravljen. Mi imamo kontrole na pol leta ali pa na leto, a ne, torej nismo ozdravljeni, je še nekaj v nas noter, ki je pa neka tempirana bomba, vprašanje časa, kdaj se lahko pojavi tudi virusni hepatitis C nazaj ali pa kaj druga. A ne. Naprimer, pravijo, ste ozdravljeni, a ne. Jaz pa pravim, nismo. In še en primer bi dal, a ne, tudi ti, ki so po drugi svetovni vojni prihajali iz taborišča, ne, težki 40-50 kila, ne, so potem ob primerni prehrani dobili svojo telesno težo nazaj. Ne. In ti ljudje, pa nobenemu nič ni fovš, samo primerjavo dam, ti ljudje dobivajo neke rente, a ne, pa so normalni, zdravi in z normalno telesno težo. Torej, rento so dobili za nazaj in mi tudi pričakujemo, da rento dobimo za nazaj. Za tisto obdobje, ki je bilo res, bom rekel, hudo in pa zato, ki je zdaj, jaz ne vem, lahko meni jutri jetra dol padajo in fertik, ne vem, kaj je v mojih jetrih, a ne, ker biopsije jeter ne morejo delati, krvni testi so pač taki, kakršni so. Ne. Zdaj pa, če greva malce na zdravljenje hemofilije. Danes se zdravite s podkožnim vnašanjem zdravila, ko ste bili otrok in mladostnik, pa učinkovitega zdravljenja za hemofilijo oziroma za odpravljanje njenih simptomov še ni bilo. Kako gledate na medicinski napredek v vseh teh letih vašega življenja? Jaz bom rekel, da mi smo ta nulta serija, kakor pravijo o njem. In jaz sem hvaležen zdravnikom in farmaciji, ker je v teh, še eno zgodbo bom povedal, ampak je resnična. Jaz sem 79 leta sem delal v Iskri na Blejski Dobravi, ker kot invalid sem imel pol leta poizkusne dobe, ostali so imeli 3 mesece. Ne. In sem v mentorja, po pol leta sem v strokovni izpit in ga naredim in ugotovijo, da nimam zdravniškega pregleda. In sem šel na medicino dela, na Jesenice mi niso upali krvi vzeti, da ne bi skrvavel, pridem do zdravnika takole, prav,
a hemofilik ste? Sem rekel, ja. A pa vi, brat, delal? Jaz sem rekel, jaz že delam, a ne. Ah, je rekel, pejte domov, pa smrt čakajte, a ne. Ker takrat je bila življenjska doba 20-25 let, a ne. In zdravnik je mu čist prav, a ne. On je podatek imel, ampak slišal se je... negativen pristop. Ja, ampak okej, a ne, danes je to anekdota, a ne, pa tudi takrat sem jaz to kot anekdoto vzel, a ne, mislim, ampak sem pa mi je dal, a ne, bom rekel, pozitivno spričevalo za delo. Za delo, ja, ampak tako je bilo, a ne, in danes, na primer, kaj jaz vem, hemofiliki, ki so stari danes 10-15 let, ne, so zdravi. Ljudje imajo hemofilijo, si dajejo venozno ali pa podkožno faktor, ne, in se lahko ukvarjajo športom, vse so, ni teh, kakor mi, ki smo ležali po 14 dni, 3 tedne v bolnici, a ne, in tukaj je narejen ogromen napredek. Ne. Tudi naši hematologi so v samem, bom rekel, svetovnem vrhu, kar se hemofilije tiče, tudi pišejo strokovna mnenja v tujih časopisih, tako da smo v izredno dobrih rokah, tako bom rekel. Pa tudi prej, jaz moram reči, tudi od samega začetka, ne, tudi na pediatriji, ki sem bil profesor Benedikova, ki je bila tudi duša, ne. Ampak sredstev ni bilo, ne, ni se vedelo, danes se ve, danes je, a ne, jaz imam zaradi tega pikanja, a ne, imam zanačile in sem na Hemlibri, na podkožnem, ampak meni zgleda, da mi toliko dobro deluje na mene, a ne, da nimam krvavitev. Imam, če se poškodujem, drugače pa spontanih pa ni, kakor so prej bile. Vi ste včasih v bistvu potrebovali zraven sebe zdravstvenega delavca, da vam je dal ta faktor, zdaj pa ste bolj samostojni. Ja, to je bilo pa, veste kako, tudi tam v 80-ih letih je prišla ideja zdravljenja na domu. A ne. Mi sebe poznamo, bolezen poznamo, edino, kar je bilo treba, je bilo, da smo se zverzirali, da si sam daš faktor v veno. In to zdaj so začeli potekati, bom rekel, usposabljanja. Jaz sem tam v 80-ih letih, 3-krat sem prišel na pediatrijo, bivšo na Vrazov trg, tam pri diplomirani sestri sem se mogel pičati, ne. In potem so videli, da pač to gre, ne. In smo dobili na dom, tako da jaz faktor imam doma v hladilniku, ko začutim, zdaj, ko imam slabe žile, grem v zdravstven dom v Kranjsko Goro, ali pa imam soseda, pa od hčerke sošolka, prijateljica, ki je tudi diplomirana, in jih pokličem, pa mi dajo. Zdaj ste v pokoju že nekaj časa. Dolgo vrsto let, ja. Pa me zanima, s čim se zdaj kaj ukvarjate? A se še mogoče kaj ukvarjate s športom? Zdaj sem pa tako, bom rekel, kakor pravijo, znani izraz, sem bolj couch selektor, gledam, ukvarjam se ne, ker, a veste, zdaj, ko so mi zamenjali oba dva kolena, kolk pa gleženj, pa zdaj imam probleme z desno ramo, tako da namiznega tenisa ali karkoli ne morem igrati, posledica je pa predvsem, ki so bile bergle, ne, in rama. In zdaj sem prišel toliko k pameti, ne, da se distanciram, čeprav težko, ampak se distanciram od takih stvari, sem pa gledam pa šport na televiziji. Spremljate? Ja, obvezno, mislim. Tako da sem še vedno športni navdušenec, samo na kavču. Pa morda še za na konec, kaj bi svetovali recimo mladim hemofilikom in invalidom, ki se soočajo s podobnimi izzivi, kot ste se vi v mladosti? Jaz
bi rekel predvsem to. Mlajšim in staršem invalidov, dajte jih stran od računalnika, najdite jim neko ustrezno rekreacijo. Zdaj na Zvezi za šport Paraolimpijski komite potekajo razna srečanja, izobraževanje gor v Laškem. Vsak invalid si najde neko panogo, v kateri se vidi, ampak treba je od doma iti. In zopet bom rekel, ministrstvo včasih je bilo za šolstvo in šport, naj ima pred očmi, bom rekel, to ranljivo populacijo, naj nudijo več sredstev, ker, veste, otrok ne more samjati, ga more starš peljati. Tukaj pa je pa v mestu je ena stvar, izven mesta je druga stvar. In tudi športni pedagogi na osnovnih šolah, če imajo interes, bojo najdel neko stvar, da bo lahko se ta invalid vključil in bo nekaj delal. Če druga ne, lahko pokliče na Zvezo za šport Paraolimpijski komite in mu bojo povedali, mu bojo svetovali in tako naprej. Predvsem to, ker, veste, nekako te izgradi. Ne moreš vsega v življenju doseči, treba je tudi padeti. Večkrat padeš, večkrat vstaneš, močnejši si. Zdaj, če pa ne padaš, si pa tam nekje v neki coni udobja, ne vem, za nič ti ni mar, razen igrice ali ne vem kaj. In to ni dobro, tako bom rekel. In zato je tudi, kar poslušamo, en kup zdaj po covidu otrok s prekomerno telesno težo. Ampak to je stvar države, da to pripelje na neko stvar z neko stimulacijo. Ljudi, otroke stimulirajo. Super misli za na konec. Najlepša hvala, gospod Volc, da ste si vzeli čas in hvala za ta pogovor. Ni za kaj, pa še drugič. Z veseljem.